Ja, zdaj v bistvu nadaljujemo z odvetniki, ne? Tako naš naslednji gost je odvetnik Andrej Razdrih in njegovo je tudi videnje, ne? Vidim, da je na Korčuli, na morju, ne? In dobrodošel, da se vključiš, Andrej. Ja. Da v 10 minutah skušaš prikazati svoj pogled, ne? Tudi odvetnika, pa nekoga seveda, ki je postavil mediacijski center, ne, pri odvetnikih, ki je tudi ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije in je nazadnje tudi dobil sedaj priznanje. Ne vem, če si to že slišal, ne, da si dobil priznanje ob 15. obletnici društva za svoje delo. Tako da, Andrej, izvoli. Ja, lep pozdrav iz Korčule. Upam, da se slišimo pa vidimo. Tule je situacija taka, da internet lovi samo na terasi, kjer tudi malo piha, ampak prej sem preveril za vašo gospo za tehnično pomoč in izgleda, da bo vse v redu. Torej, ja, zahvaljujem se tudi jaz za povabilo in za priznanje. Zdaj moram reči, da nisem oglih solznih oči zaradi tega, ampak sem pa vesel, to pa ja. Jaz se bom, Gordana, če dovoliš, malo navezal na tvoje besede, da bi bilo fajn, če bi bilo tudi kakšen kritičen pogled, ne samo optimističen, čeprav smo mediatorji seveda po naravi optimistični in se tudi opravičujem za mogoče to svojo kritičnost pa nergaštvo, ki ga bom predstavil, ampak sej starčki si lahko privoščimo, da smo tudi malo nergaški. Torej, če govorimo o mediaciji danes, po mojem mnenju moramo imeti pred očmi sodišču pridruženo mediacijo in njeno stanje, ker po mojem globokem prepričanju je to hrbtenica mediacije v Sloveniji in brez nje mediacije v Sloveniji ne bi bilo, vsaj ne v takem obsegu, kot je sedaj. In seveda jaz mediiram tudi na zavarovalnem združenju in tudi zasebnih mediacij imam nekaj, ampak še enkrat ponavljam, brez sodišču pridružene mediacije v Sloveniji ne bi bilo. Če pa hočemo primerjati sploh in ocenjevati, opredeljevati mediacijo danes, moramo pogledati, kakšna je bila prej, kakšna je bila na začetku, kako se je razvijala in dovolite par kratkih pogledov nazaj, ki se jih jaz z zelo velikim veseljem spominjam. Vsi vemo, da so mediacijo pripeljali v Slovenijo iz Amerike neki ustanovni pionirji, če jim lahko tako rečem, predvsem Gordana, Nina, Maša, Aleš, mogoče sem še koga spustil. In leta 2003 se mi zdi, sem januarja enkrat naredil to izobraževanje tudi jaz. In od takrat naprej je zame nastopila zlata doba mediacije v Sloveniji. Širila se je neizmerno hitro, poganjalo je pa vnema vseh, ki so se z njo srečali in so mediirali, prav neka taka, kako bi rekel, pridigarska vnema, kjer smo širili po deželi dobro vest, da je prišla med nas neka metoda, ki omogoča reševanje sporov na drug način, na miren način, ki na ta način tudi spreminja pogled na družbo pri tem razdvojenem narodu, kot smo Slovenci. Zanimivo je, da je takrat se razvijala izredno hitro mediacija brez posebne zakonske podlage. Šlo je za v bistvu kreativno uporabo procesnih predpisov in to je zadostovalo, da je bila mediacija seveda kot sem rekel, v razcvetu. Naj vam povem, da sem leta 2010 bil na odvetniški konferenci v Berlinu, Evropska odvetniška konferenca, na temo mediacije in smo seveda bili Slovenci prvorazredna senzacija. Namreč tudi v drugih državah so imeli izobraževanja, so imeli, rečemo, mediacijsko infrastrukturo, vse so imeli sam, tudi zakonsko podlago, vse so imeli sam, mediacij niso imeli.
ko so slišali, da pri nas tečejo dnevno mediacije na sodiščih, da imam jaz, ko sem povedal, koliko imam na mesec mediacij, so bili oni frapirani, ker jih niso na leto imeli toliko. In skratka, ni čudno, da je ta projekt dobil tudi zlato oziroma kristalno tehtnico pravice, ker je bil res nekaj izjemnega. Potem so se pa zgodile dve stvari. Po eni strani smo dobili tako imenovano zakonsko podlago, dobili smo ZMCGZ, ali kako se mu že reče, pa ZARS, ki je celo izrecno zahteval, da sodišča ponujajo mediacijo, in približno v istem času se je zgodila tudi ekonomska kriza, če se jo še nekateri spomnite. In kljub tej naši zakonski podlagi, kljub vseh teh obveznosti, ko je zmanjkalo finančnih sredstev, bila prva stvar, ki je Vrhovno sodišče odtegnilo pač finance, je bila ravno mediacija. In situacija je bila celo taka, da smo, mislim, da eno dobro leto nekateri ali pa kar precej medierali zastonj samo zato, da je mediacija ostala, ker smo smatrali, da je tako pomembna za družbo, za državo in tudi za ljudi seveda predvsem. Zdaj, kaj se je od takrat spremenilo? Leta 2016 smo imeli, mislim, da je bila na Brdu konferenca o 15-letnici prihoda mediacije v Slovenijo in se spomnim določenih kritičnih ugotovitev z tistega časa in moram reči, da se kaj dosti ni spremenilo od takrat, razen morda to, da je s pomočjo družinskega zakonika prišla mediacija od centra socialna dela. Kako to tam poteka, kakšne so mediacije, koliko so kvalitetni mediatorji, namreč na sodiščih so zelo kvalitetni mediatorji, kakšni mediirajo tam, ne vem, nimam informacij, vsi pa vemo, da je največja antipropaganda mediacije slabo izvedena mediacija. Torej, glavna stvar, ki se mi zdi, da je na nek način ogrožujoča za nadaljnji razvoj mediacije, je to, da to je moj mogoče subjektivni občutek, ampak ga povem, ker sem ga zaznal iz osebnih pogovorov, da na Vrhovnem sodišču, razen omenjenih dveh sodnic, ni prave naklonjenosti mediaciji. In če bo spet zmanjkalo sredstev, kar se lahko zgodi, ko bo treba vse te kredite vračati, bo spet prva na tapeti mediacija, sodišču pridružena mediacija. In moramo vedeti tudi to, da če ne bo evropskih sredstev, tako kot so sedaj, sem zelo pesimističen za nadaljnji razvoj. In evropska sredstva, sedanja evropska sredstva, ki so nota bene namenjena promociji mediacije, ne sami mediaciji, ampak smo mi spet s nekim kreativnim pristopom do prava to usmerili, ta sredstva, da lahko mediacija teče naprej. Če se bo to ustavilo, to pa mislim, da je 2022-2023, bo lahko spet velik problem. Razlika od prejšnjega zlatega obdobja je tudi v tem, da sodišča sedaj bistveno manj ponujajo mediacijo, kot so jo. Jaz imam po podatkih, ki sem jih dobil pri Arsu, pa bo me mogoče Barbara popravila v nadaljevanju, so bili v tem zlatem obdobju ponujene po 5500 mediacij letno, zdaj jih je manj kot polovica manj. Mislim, da jih je 2500 ali pa še manj. In seveda je potem manj soglasij in je potem seveda tudi manj poravnav in je mediacija seveda skromnejša. Naslednja stvar, ki je tudi mogoče malo problematična, je to, da se sodišča zdaj zelo rigorozno držijo tega 3-mesečnega roka, v katerem naj bi mediacija bila zaključena. Tako da je treba s posebnimi soglasji podaljšati enkrat, ampak za nadaljnja podaljšanja je pa že kar velik problem. Zato, ker seveda predsedniki sodišč pritiskajo na sodnike, da je treba spise čim prej vrniti nazaj
v sodni postopek. Kar se mi zdi na nek način malo problematično, zlasti pri kompleksnejših mediacijah, ki vključujejo več strank, ki vključujejo, da postaviš izvedenca, da opraviš ogled, čakaš par mesecev na mnenje in seveda že dobivaš stalne pozive, kaj je zadevo, naj se vrne v sodni postopek. Čeprav mi učimo naše kandidate za mediatorje, da je spor last strank, ni last sodišča. In čeprav obe stranki milo prosita, da se odpovedujeta odškodninam za rok trajanja, nerazumni rok trajanja, da prosta, da bi ostali, da sta oba strinjata za mediacijo, je še vedno to lahko problem, kar je za mediatorje, moram reči, kar frustrirajoče. Tretja, mogoče zadnja stvar, ki jo imam kot pripombo, je pa ta, da bi mogla biti po mojem mnenju mediacija, sodišču pridružena mediacija v celoti brezplačna. Ker smo videli, da pač Slovenčki smo zelo šparovni ljudje in na gospodarskem oddelku, ko se je uvedla takoj plačljivost, je strmo padlo število soglasij. In jaz mislim, da bi se morali navaditi, da tako kot je brezplačno javno zdravstvo in brezplačno šolstvo so civilizacijski pridobitvi, bi mogli biti tudi reševanje sporov na miren način, kot ga ponuja mediacija in ki je zlasti pomembna pri sodišču pridruženi mediaciji, da bi mogla biti brezplačna. In to bi bil menem majhen strošek za državo, pa velik prihranek za družbo. Torej, če strnem, brez sodišču pridružene mediacije v Sloveniji ne bo, vsaj ne v takih razsežnostih, kot je sedaj. Da pa ne končam čist pesimistično, bi povedal mogoče dve dobri točki. Ena je ta, da je mediacija kljub vsemu, ne vem sicer kako je kvalitetna, ampak kljub vsemu je zdaj uzakonjena po centrih za socialno delo. To je ena pozitivna stvar. Druga je pa čisto moja subjektivna, namreč kot član sodnega sveta pri intervjujih za kandidate za sodnike, za kandidate za višje sodišče ali pa vrhovno sodišče, vse te kandidate jaz obvezno vprašam, kakšno je njihovo stališče do mediacije, predvsem sodišču pridružene mediacije, in moram reči, da čisto vsi do zdaj so rekli, da to maksimalno podpirajo, da smatrajo, da je to velika pridobitev, da je dopolnilo sojenju, da je prav, da sta v sorazmerju in sojenje in dostop do mediacije, in da se bodo tudi oni, če bodo prišli na to pozicijo, za katero kandidirajo, prizadevali, da bo tako tudi ostalo. Tako da to me pa navdaja z nekim boljšim upanjem za v bodoče. Evo, toliko bi imel jaz. Če so kakšna vprašanja, bom z veseljem odgovoril. Pogledali, če je kakšen od poslušalcev napisal nam vprašanje, zaenkrat ni. Tako, res ti hvala za ta kritični pogled, nekoga, ki je ves čas zraven, ki pozna ta razvoj. In seveda, zelo me je to spomnilo tvoje podajanje tega lepega začetka na ene moje misli. To je bilo na American Bar Association, ko so me spraševali o mediaciji v Sloveniji. Sem rekla, da smo to v začetku v romantični fazi zaljubljenosti v mediacijo. Ja, to je točno. Ja, in to je rekel Jay Folberg takrat, da se mi zahvaljuje za to misel, ker prav točno tako je od začetka. Potem pride pa ta realna faza, ko nastopi odnos,
in se seveda spusti čvrsto na tla. Tako da pri nas je bilo marsikaj, tako kot si ti krasno povzel, od 2008 do krize, do seveda zlasti tisto nerazumno ukinjanje minimalnih sredstev, minimalna so sredstva potrebna za to, za ogromni pridobivanje za državo in za stranke, pa tudi nam niso takrat dali in takrat smo mi zaljubljenci v mediacijo medierali zastonj skoraj celo leto, da se je to nekako ni izgubilo. Zdaj je pa seveda največji nasprotnik mediacije, bo, če se malo pošalim, pomanjkanje spisov. Ker ko je tako malo spisov, da sodniki tekoče delajo, zlasti pri nas, ker pač prva stopnja je v zamudi zaradi covida, so nekako želijo čim prej delati na spisih in ne želijo ponujati mediacije. To je trenutno največji nasprotnik mediacije, kakor se smešno sliši. Ampak jaz vse glih verjamem, da je to že tako v naši družbi in tudi na sodiščih prisotno, da se ne bojo ljudje pustili, da se to vzame. Tudi odvetniki boste skočili, tudi stranke same, in mislim, da potem ne bo to ukinjeno. Verjetno pa mislim, da nikoli ne bo brezplačna mediacija, razen v družinskih sporih in tistih 3 ure v civilnih. In moram tudi povedati, da ne vem, zakaj bi milijonske spore, gospodarske, to država plačevala brezplačno. To pa tudi nekako težko razumem. Ampak ta misel, da je to sodišču pridružena mediacija pomembna v naši družbi, to se pa izjemno strinjam in podpišem z vsemi izkušnjami, kjer smo dali skozi, in da ta dober glas, ker smo toliko vložili v to in bili te zaljubljenci od začetka, res delali to s srcem in dušo, je pripomoglo, da je ta dober glas šel naokrog in da pravzaprav to velja za nekaj dobrega. V društvu seveda se bomo pa trudili tudi naprej, da bi ta kvaliteta ostala, bomo izjemno delali na tem in tudi mogoče, tako kot je včeraj Aleksander rekel, da bi delali tudi na tem, da bi bila neka zbornica ali pa vsaj v okviru društva te kvalitete gojili še naprej. Tako da hvala ti za to, vse te misli, da bomo imeli te pred očmi, ko bomo delali naprej.